Dame in gospodje, dober večer in dobrodošli v večeru vrhunske akustične glasbe v živo iz Totega studia. To je Toti Live in tu sta vaša voditelja Dejan Vedlin in Andrej Merni. Dober večer. Dober večer. To pa kar ena zgodovinska situacija. Ja. Prvič. Že zaradi napovednika manj kurijo kožo, kaj šele bo. Kaj šele bo, kaj ti danes z nami. Veseli smo in ponosni naš pubec iz Pobrežja. Seveda to, da je zmagal na melodijah morja in sonca in to vsi vemo, ampak danes ga bomo spoznali tudi malo drugače. Žan Videc, zdravo, dobro večer. Zdravo, dobro večer. Dobro večer, dobrodošel. Danes torej skupaj z Romanom, Roman na klaviaturah, samo da vemo, koga bomo poslušali, kdo bo igral, ampak Žan, povej, veseli december, kaj gre za enkrat? Kar napeto, mislim, uživamo. Ja. Tako da, no, če bi bil vsak mesec kot ta december, bi bilo noro. Pravijo, da imajo glasbeniki, ko je december, trgatev, ne? Trgatev. Tudi ti trgaš kaj? Pa se trudimo, ja, kaj odtrgati, tako da. Okay. Malo še pa Bojano, arte pa. In vemo, kmalu in v začetku novega leta prihaja Žanova prva plošča, prvi album, ne? Tako. O tem bomo seveda govorili v nadaljevanju, ampak najprej moramo, Žan, za intro, za vse, ki te morda ne poznajo, rekli smo pubec iz Pobrežja načeloma v osnovi, ne? Tako. Marsikdo pa ne ve, da je Žanova mama pela Nalij mi še vina Jožati. Ja, to me je vedno spomnila, ko je bilo to po... Ja, glej, spet. Na Totem radiju imajo, ne? Tota Martinova uspešnica. Ja, totalna Martinova uspešnica, ampak Žan, mi smo izjemno veseli, da je tako krenilo. Se spomnim prvič, ko si tukaj nastopal, si pa še res bil prav ruki, prava novost na naši sceni, ne? Čisto ruke, ja, to je bilo takrat, ko smo izdali tisto prvo Not With You. Ja. Tako da, takrat smo se prvi zlužili v tem čudovitem studiu. Ja, od takrat smo še kaj izdali, marsikaj še napisali in upam, da, ko smo prej rekli, v kratkem lahko ponudimo še več. Jaz verjamem, da, in ti imaš toliko za ponuditi, da tak brez veze, tak da to, ampak zanimiva pot, ne? Da Štajerc, pubec z Pobrežja gre, ko hoče na velika vrata stopiti na sceno na Primorsko. Ja, to je bila taki podvig s tem festivalom. Do konca nismo vedeli, ne bomo poslali, tiste zadnje trenutke ujeli. Ja. Pol pa smo šli uživati in iz te uživancije smo nekaj domov prinesli. Ste? In ne samo, da ste prinesli, nastal je tudi izjemen hit v bistvu, ne? Ja, hvala. To pa je... Mislim, ko že lahko rečemo, da malo pa je hit. Ne malo, ni malo. Mislim, ti si postal v bistvu z svojim prvim, recimo temu tak velikim singlom, si postal del železnega repertoarja, ko govorimo o popularni glasbi na Totem radiju. Tak da, hej. Najlepša hvala. Ne, nismo za to rekli, ampak... Ampak ja. Ampak ja, kaj češ, ne? Se pa zgodi, ne? Se zgodi. Ok, pa jaz predlagam... Ta pobrežka skromnost. Ja, ta je od nekdaj, ne? Ja. Samo tezenska ima neki par, ne? Normalno. Ja, seveda. Ok, torej jaz predlagam, da mogoče eno za uvod ruknemo v Totem adventnem liveu, pa bomo potem še kaj povedali. Tako da, Žan in Roman, izvolita. Hvala, pa gremo najprej med oblake, pa potem v neznane. Ko se mi ti nasmejiš, takoj svet lepši se mi zdi. Želim si le, da bi večkrat to opazila tudi ti. Nov dan se zjutrom začne, vse že po kavi mi diši. Se obrnem na drugi strani, v soncu si pa ti. To so ti trenutki, ki si jih želim.
zdaj s teboj jih lahko živim. Jaz pa še vedno mislim, da so le sanje, da se zbujam ob tebi, da le ti si ob meni. Še vedno mislim, da so le sanje, da zdaj skupaj letiva, da ostaneva dva med oblaki, med oblaki, med oblaki, med oblaki. Ko se mi ti nasmejiš, počasi izginjajo skrbi. Želim si le, da bi večkrat to opazila tudi ti. Nov dan se zjutrom začne in nama se nikamor ne mudi. Ostani z mano, poslušaj, kaj srce ti govori. To so ti trenutki, ki si jih želim. Zdaj s teboj jih lahko živim. Pa še vedno mislim, da so le sanje, da se zbujam ob tebi, da le ti si ob meni. Še vedno mislim, da so le sanje, da zdaj skupaj letiva, da ostaneva med oblaki, med oblaki, med oblaki, med oblaki. Žan Videc, torej vrhunsko. Jaz že vidim, danes bo večer kurje kože, kar je seveda fenomenalno, tako da vrhunsko. Čestitke, to je seveda šele bil prvi od mnogih, ki jih bomo slišali danes, ampak seveda nočem v to, kar verjetno slišiš prav povsod. Ja, Žan, ti si mešanica Regenbaumana, pa Teddyja Swimsa in tako dalje, ne, ti si predvsem Žan, ampak kako se je začelo, kje je prišla ta muzika, ali je bilo, kot sva se pred današnjim koncertom že malo pogovarjala, in so se pogovarjali, si že v vrtcu, ko so ostali peli ringa, ja, ti že šel muca panogaja. Točno tako, ja. Take finte smel že, ko sem bil mali. Ne, čisto res. Ja, tako smo se prej pogovarjali, ne vem, od tete dalje, takrat mi je ona davala vedno Miles Davisa, pa potem neki ti bluzi, pa souli, pa vse do countryja, ogromno različne glasbe, danes pa mi dela tudi taki malo umazani country, mi je res blizu. No. Ja, zanimivo, kako je ta, kot si ga imenoval, umazani country, zdaj postal res popularen. Ne? Ja. Tako v zadnjih
2 letih, recimo. Ja, je zrastel. Če pol še Beyoncé je naredila country komad, tako da veš. Ne? Mogla je, ne? Ja, ni bilo druge. Ker sta imela tekmovanje, verjetno, ko sta zlagala glavo na glavo, doma z Jay-Zjem. Žan, torej, tako se je začela tvoja kariera, potem pa kako je šlo potem? Kje je bil tisti moment, ko si rekel, okay, zdaj pa grem jaz, zdaj pa mene to zanima, jaz to čutim, jaz to hočem. Vsi verjetnostni računi so proti meni, ker sem v Sloveniji in hočem, ampak glej. Ja, tako je bilo, da skozi so bila neka sodelovanja, pa tisti prvi bendi, pa tako. Pa smo nekako prišli na ta session, ko pa sem začel sodelovati z Goranom Sarjašem. Danes tukaj z mano je njegov brat Roman Sarjaš. Tako. In potem je iz tega sodelovanja nekako sem spoznal vse te glasbenike, ki jim danes z največjim veseljem, rečem, dobri prijatelji in danes sodelujemo. Tu pa se je potem začelo, nekako on me ful inštrumentalno, glasbeno dopolnjuje in se mi zdi, da imamo en drugemu ogromno zadati. In res zelo dobro sodelujemo. No, tako da mislim, da je to bilo tisto, kaj je meni tudi pokazalo, ok, imam nekoga zraven sebe zdaj, ki ima isto vizijo, isto željo. In ja, mogoče s tem bilo obema lažje potem nekako dalje. Ne. Ja, ampak vseeno je to kar pogumno, ne? Pridi domov, ok, mama razume, ker pač mama je včasih pela samo v eni drugi situaciji. A ta je kričal nič, ali? No, ok. Ja, razložiti, ne? Tak da... Jaz nem švaso. Tako da ni bilo ono, do 18. boš v delavnici, pol pa... Ni bilo tak, ne. Je pa bilo, ja, mislim... Danes imam res ogromno podpore doma, tako da sem zelo vesel. Hvala Bogu, ja. Ampak vseeno, ko ti prideš s to idejo, jaz vem, kot starš, ne? Jaz bom pa muzičar. Ja, ne. Ne glede na to, kaki talent in vse možnosti so male, ampak mi smo veseli, da se vsake toliko časa zgodi anomalija v enačbi oziroma v matrici in da je šlo v tej smeri pri tebi zdaj to. Ne? In mi verjamemo vate, res, tudi pusti te melodije morja in sonca. Ne? Hvala. Res verjamemo vate. In kaj bomo zdaj poslušali? Ja, zdaj edino, glede na to, da je božični čas, se mi zdi edino prav, da kako božično tudi, ne? Jaz sem za. Ja. Ti, Andrej? Plavi. Ja. I'll have a blue Christmas without you. It's gonna be so blue that I'm just thinking about you. Decorations are red on a green Christmas tree. Won't be the same now if you're not here with me and the windows are blue. Snowflakes start falling, that is windows blue. Memories start calling, you be doing alright on a Christmas of a white, and now have a blue, blue, blue Christmas. And the windows are blue, snowflakes start falling, that is windows blue. Blue memories start
have a blue, blue, blue Christmas. Yes, yeah. Bravo. Blue, blue Christmas. Dosti sola je, ne? Dosti duše je v tvoji glasbi in v tvoji interpretaciji. Ne? Kar se sva čuti, tudi pa vidi, ne? Vse skozi imaš zaprte oči, ko prepevaš. Kako to? To Roman vedno pove, da je to narobe. Ja. Ni narobe, ampak mogo bi več odkrat odpreti oči. Ne vem, nekako me... ne vem, malo grem. Ja, se pravi, vsak pač po svoje čuti. To je najlažji način, da se mi to zgodi. Ti niti nerodno. Ne, ni mi nerodno, ne. Okay. Dobro. Vprašam za vsak primer, samo da damo dol z mize. Ne. Okay, super. Mogoče včasih tudi nerodno, ampak danes ni nerodno. Okay, kako so se recimo razvijali, oziroma kako se razvijajo špili? Kak je vedno večje, je vedno več ljudi, je vedno več ljudi okoli tebe. Zdaj prihaja, kot smo rekli v začetku leta, v prvih mesecih prihodnjega leta, tudi prvi album Žana Videca, ki ga bomo seveda v tem govorili 2025, seveda, ne bomo veseli, če bomo med prvimi, Žan, ko bomo tvoje nove komade tu slišali. Ne? Ja. In kak je to, ne? Zdaj raste? Raste, dogaja se. Predvsem opažam, da smo dobili priložnosti na drugačnih špilih kot prej in so pa to seveda tudi večji odri, kar sem pa tudi zelo vesel. Kaj pomeni drugačnih špilih? Drugačne priložnosti, mogoče ponudile so se kakšna sodelovanja s kom, take stvari, pa jaz bi rekel mogoče malo bolj resni špili, ne vem, temu tak. Aha, ok. Nismo več toliko tisti kavarnica, kar je še vedno, imam zelo lepo spominje na take špile, ker so super. Ampak smo dobili priložnosti za kakšne večje odre. Ne vem, če si vedel, ampak Andrej Mernik je tudi dejansko pač recording artist, ne? Ja, v bistvu. Da vemo, ki smo, ne? Mislim, danes, ko je Roman Sarjaš prišel, sem se spomnil enega lepega dogodka izpred 21 let. Kaj si nor? Takrat sem jaz posnel svoj prvi komad pri Romanu z načrno izposojenim mikrofonom. Lepo. Glej, vsak ima pač neko svojo zgodbo. Ja. Kako zgodbo imajo tvoji hiti, Žan? Moji hiti? Ne, čisto res, me zanima... Mislim, je tako, da pač daš, kar je v resnici vem jaz, vsak pač po svoje doživlja, ali pač nekaj, kar želiš, neke občutke s tem sprovocirati? Na začetku je bilo tako ful zanimivo, ker vseeno je to daš del sebe. Ampak so to stvari, ki so pač se zgodile meni ali pa komu, ki ga poznam, in so pa vseeno take, ki pa mislim, da se nam vsem dogaja, ker v življenju imamo zelo podobne zgodbe. So tiste neke ceste, ki nas kam odpeljajo, ene sem, ene drugam. Ampak tako potegnemo črto, mislim, da vsi smo že bili zaljubljeni, vsi še, če še nismo bili, še bomo, vsi smo že imeli strta srca. Ne? To so take, se mi zdi, da se vsi s tem zelo hitro povežemo. In zanimivo, kak je to ta tema, ne glede na to, koliko si star, ne glede na to, kaj doživiš v življenju, kaj se ti zgodi, ker vemo, ne, da pač ta vesoljska uravnilovka ves čas gnjavi k temu ekvilibriju, pol pa v entropijo. To je pač tak je in tak je povsod tudi v naših življenjih, ampak vedno se na nek način ali najlažje vrneš, ali pa poistovetiš z nekimi takimi zgodbami povezanimi z ljubeznijo. Ne? Ja, tako se mi zdi, ker so nam najbolj blizu. Ne? Ja. Res je. In zanima me še eno tvoje razmišljanje, glede na to, da si pač zdaj že malo odrasel, ne, to je menda dejstvo. Ja, no, si, ne, to smo slišali, ne, nisi več tisti najmlajši. Glasba od vseh umetnosti edina ali pa z najbolj direktno avtocesto v sredino duše, da ali ne? Ja, meni ja. Dobro. Odkljukano, lahko, veš? Lahko pravi odgovorijo. Teba dajmo še eno zdaj direktno v sredino duše, kaj bomo poslušali, Žan? Ja, mislim, da je kar prav, da gremo v tisto neznano. Ok, pa gremo.
en dan, ko misli odplavale so nekom drugam. Prazna stran me kliče, a sam popisati je ne znam. Gledam sonce, gledam more, gledam daleč v obzorje, a najraje gledam tvoje oči. Ko ob luni zažarijo, se med zvezdami izgubijo, ostanejo samo jaz in ti. Pusti, da se zgodi, stopi z mano, čeprav neznano, skupaj odkriva nove poti. Pusti misli, naj odletijo, kakor znaš leteti, leti. Spet en dan, ko izgubljam se v spominih. Iščem odgovore na večna vprašanja in dejanja. Gledam sonce, gledam more, gledam daleč v obzorje, a najraje gledam tvoje oči. Pusti, da se zgodi, stopi z mano, čeprav v neznano, skupaj odkriva nove poti. Pusti mislim, naj odletijo, kakor znaš leteti, leti. Yeah. Stopi z mano, čeprav neznano, skupaj odkriva nove poti. Pusti mislim, naj odletijo, kakor znaš leteti, leti. Yes! In to je bil hit, ki je Žanu spremenil življenje. Pa vsem nam malo, ne? To moramo priznati. Kako in na kak način izdamo v drugem delu, takoj po glasih, kaj ne, Andrej? Ko se vrnemo po glasih. Dame in gospodje, dober večer in dobrodošli v večeru vrhunske akustične glasbe v živo iz 100. studia. To je Toti Life in tu sta vaša voditelja Del Vedlin in Andrej Merni. Dober večer. Dober večer. Kak se imaš, Andrej? Vrhunsko. Noro, ne? Kurja koža sploh ne zgine. V eno, kaj ti tukaj je Žan Videc. Še enkrat dober večer, Žan. Zdravo, zdravo. Kak se pa imamo danes fajn. In še se bomo imeli tudi v drugem delu našega totega adventnega liva. Govorili smo o tvojem prvem velikem hitu, ki smo ga v živo slišali v izjemni izvedbi. Tudi Romanu moramo čestitati na klaviaturah, vrhunsko podloži, tako da nimaš kaj. Ne vem, sicer to mi ni ona rekla, veš, kot se reče, ne? Ampak pač v muziki se menimo. Ampak dejstvo je, da so melodije morja in sonca malo spremenile vse skupaj. Seveda so, mislim, dosti so spremenile. Ja. Ja, dale so na meni ta puš, ki ga se mi zdi smo dokaj dobro izkoristili tudi od takrat naprej. Tako da so nam dali nekaj lepega. Kdo bi si mislil, ker to je festival, ki je recimo včasih bil legendarni, polje vmes malo počepno, bomo rekli, ne? Zdaj pa se spet dviguje, mislim, okay, zdaj se več kot očitno, če pridemo pubeci od tu z našega konca Slovenije dvigniti kvaliteto, ne? Ampak zanimivo, da se da tudi, ne? Ker pravijo, ja, festivali, to je brez veze, to je vse zmenjeno, to tako, oni se to tako zadnji zmenijo, to je tako, ampak ni tak, ne? Ne. Ne, ni bilo niti, mislim, jaz res nisem pričakoval tega, mislim, da noben od nas ni. Mi v bistvu nismo imeli niti spota pripravljenega, ne? Vsi so bili perajt. Tako da res, mislim, nam je bil tisti
prva stvar, s katero smo šli, da smo rekli, imamo se fajn, uživajmo, tu imamo zdaj neko priložnost, da nas ljudje malo spoznajo, da nas vidijo. In to je bilo načeloma to, no gremo se predstaviti. In ste se predstavili predvsem na odru, kajti jaz imam ene informacije iz backstage-a, ker vemo, da pač v času influencerjev, povzetkov in napačnih tudi ustvarjenih informacij z umetno inteligenco, ne, Žan vseeno ostaja en tak skromen pubec. Jaz poznam anekdoto, da so vsi tam, ono pa snemali, pa to, pa sem pa tja, ti pa si, jaz pa se ne bi nekaj sliko in pa je Roman komaj eno fotko iz tebe ven potegnil. Roman nam je roke zvijal, da smo se slikali. Je bil nekdaj taki Roman, vidva imata izkušnje, Andrej. Ja, ona se vedno tišo naprej, morate se pokazati, mora se vas videti, mora se vas slišati, vse povsod morate biti. Tak je bil Roman vedno. Ja, in na tak način je pač žal treba, ne? To je pa ta drugi del posla, ne? Ja. Ker dajemo tudi ljudem, ne samo sebi, pravi Roman. Lepo. Okay. Kaj si drugače tudi, kaj Roman je župnik mogoče, ne? Evangeličanski, ne? Ja ga že kar dolgo poznam, jaz sem se na začetku tudi to spraševal, ampak ni. Ni, ok, dobro. Ne, ampak ja, lepa misel, ampak nekje pa je, mora biti meja, ne? Zdaj, kot umetnik si na nek način in ko se pojavljaš v javnosti, si na nek način javna osebnost, si. Ampak nekje pa mora biti meja, ne? Med tvojo persono na odru in med Žanom, ko doma dela knedle, slivove, recimo, ne? Dela jih pa zelo. Dobro. Ne, ampak kje je ta meja pri tebi? V bistvu jaz ful nimam tak nekega zdaj, da bi bila neka čisto druga persona na odru pa doma. Ne govorim o drugih, govorim o meji. O meji. Koliko si pripravljen dati? Koliko si upaš dati? Mogoče še premalo, pravi Roman. Ja. Jaz pač, ne znam tega odgovoriti, ker se nikoli nisem, ne vem, to spraševal, ampak ko sem na odru, dam vedno vse. Kar sploh ni slabo in to je bil verjetno en od najboljših odgovorov na to vprašanje, tako da. Zanimivo. Ja, glej, pač bodi to, kar si in glej, če si pravi, ne, če si pravi, se bo zgodilo, čist tak. Ok, te pa nič, če se bo zgodilo, to ti je, kaj si od kaj reče, Andrej? Ne, samo se nas pogledal, vsi smo mi na knedlih zrasli. Ja, res je, res. Ok, to ti je adventni live. Žan Videc, kaj bomo zdaj poslušali, Žan? Zdaj pa gremo na enega Sam Smitha. Te pa gremo. The only one. And me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but I know that's the way it hurts. For months on end I had my doubts, well, just denying every tear. Said I wish this could be over now, but I know I still need you here. Well, you say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me, baby, said I know I'm not the only one. You've been so unavailable. Well, now sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though Lord knows you have a mind. Well, you say I'm crazy,
think I know what you done. But when you call me, baby, said I know I'm not the only one. Well, you say, 'cause you don't think I know what you done. But when you call me, baby, said I know I'm not the only one. Sam Smith, ja, ok, bom rekel ok, ampak Žan Videc, pa kaj si ti, nor si ti to vi, Andrej? Kome sem se pobral, ko sem snemal. Vrhunsko. Veš kaj je, eno je, ko tak, tudi zdaj poslušalke in poslušalci, ki to poslušajo, to morate v živo doživeti, tako da če bo le prilika in prva bo že kmalu, 21. decembra na trgu Leona Štuklja. Tako, 21. decembra skupaj isto Cadillac. Jutri 20. smo pa v Murski Soboti. En dan prej. Ja, bravo. Mi reči, greste k Romanu domov, ne? Okay, tak, da, če bo še do Langaš, te easy s česnom. Poznal sem zdaj Langaš, pa zadnjič, kaj so imeli tam? Kurtoš Kolač. Kurtoš Kaloš, ja, to pa si... Ja, to so v bistvu ti dimniki, ne? Naviti, tako, ja. Lepo. Ladice pa to. Pa bravo. Moje sorte pubec, Žan, bom rekel, ne? Pa Roman tudi izgleda. No, skratka, vrhunsko in ta interpretacija, ne, je nekaj, kar je res, bom rekel tak na nek način unikum. Jaz zdaj tak v popularni glasbi tukaj v Sloveniji, zdaj da bi rekel za res nekoga, ki zna na tak način potisniti surovo emocijo skozi vokal, ne, na tak način jaz ne poznam, ne. Hvala. Ja, ne, pa čisto res. Mislim, zdaj, jaz sem te tudi že parkrat v živo tako poslušal, ampak bolj tu pri nas, kot kje priznam, bom popravil napako 21. obljubim. Se veselimo. Mogoče celo 20. prijem v soboto, nikoli ne veš. To je nekaj čist drugega in to je to drugo vesolje, o katerem si ti govoril, ne? Ko greš. Ja. In kaj je tisto najlepše, kaj je tisti moment, ki tebi v muziki, ki ga iščeš, vse skozi, pa se samo tu pa tam ta cukrček pojavi. Ja, meni je to tisto, kar že od nekdaj, no, mi je bilo največ, mi je pri glasbi pomenilo to, da v tebi nekaj premakne. To se mi zdi tudi, da največ kaj lahko damo. In to so ti trenutki, ko včasih potem odprem te moje oke, ne? Ja. Dostikrat zaprte. In res vidiš tak ljudi, ki vidiš na izrazih, da so tudi oni nekam šli s tabo. In to se mi zdi, da je tisto največ, kaj lahko damo kot glasbeniki, da mogoče za tiste 3 minute, 4 nekdo pozabi na vse, pa malo odplava. Ja, res je. In je to te potegne ven iz... Mislim, ta antipod tem kaosu, v katerem živimo, ko pogledamo planet, ta trenutek ali pa že nekaj časa, ne, pač mora biti na drugi strani. Tak da, kot smo rekli, 20. Kje v Murski Soboti je nastop? Na drsališču. Prav na drsališču? Ja, publika bo lahko prav drsala, jaz pa upam, da ne bom rado. Ok, dobro. Ni hec, ne? Ni hec. Ja, bo pa Langaš, pravi Roman. Zanima me, kaj bi Bobna naredil, če mogo drsati. Ja, veš kaj, se pri bobnarjih je tudi tak, do 4 morajo znati šteti, mogoče do 3, se veš, po mojem bi šlo. Ne, pardon, to je šala, ki jo imava z mojim sodelavcem Tomažem Medvarjem, bobnarjem od Alo Stari benda, tako da pač je slišal Dober večer, Medo in fajn se mej. Ker mi se zagotovo imamo, to je adventni live in Žan Videc, preden gremo dalje še to Maribor. 3 stvari, go. Najljubše v Mariboru? Maribor, 3 stvari, 3 asociacije. Go. Lonče. Aha. Uzbal. Ja. Pa Pohorje, ne? Ja, Pohorje.
Wow. Ja, ko bi rekel Alfi, kjer se pohorje James vidi. Brown, ne? Jaz sem dejansko, ko je James Brown bil v Mariboru, celo dejansko bil v dvorani Tabor. To je moglo biti kar ne. Oja. Oja. Sploh, ko se spomnim te zgodbe Pubecov iz Narodnega doma, ko je hotel imeti mikrofon za okroglim spodaj, ne? In nikjer ni bilo tega za dobiti, so pol nekako shekali, da so potem to našli, da je pol imel. Šraufali skupaj, da lahko ne. Ja, tako da to je bilo to. Moglo biti kar, ja. Ja, ker legenda v vseh pogledih. Ok, Žan, kaj bomo zdaj? Ja, gremo še te na tistega našega nadpotiv, ne? Te pa gremo na tistega, to je zdaj peti komad Žana danes večer, v živo. Another day has gone away since I saw you. In another way, I'm gonna say what I have to say to you. We're moving on. We are on our own, separate ways. Well, I guess we both learned something new about what we don't want to do. We could say it wasn't meant to be. Now we are history, 'cause now I'm breaking all your favorite rules. But now with you, I'm doing all the things you never wanted to do. But now with you, yeah. Well, another day has gone away since we last talked. Yet I still wish for something more. What do you say? Well, I guess it wasn't meant to be. Now we are history, 'cause now I'm breaking all your favorite rules. But now with you, said I'm doing all the things you never wanted to do. But now with you, yeah. But now with you, hey. 'Cause now I'm breaking all your favorite rules. But now with you, not with you.
Ja, vrhunsko, čestitke. Hvala. In tako se zdi, da je zna biti to čist dovolj. Veš, kaj hočem reči? Ne. Ne, ok, dobro. Zna biti čist dovolj tudi tako, kot je bila zdaj. Veš kaj, ne? Da ni od zadaj ne vem kaj. Momente, ko v taki ekipi. Ja, res je. In je čist dovolj. Dejstvo pa je, da če ne zveni dobro tak, ti 86 špur ne pomaga, pravijo. Ne? Če v osnovi niso temelji tam, ko morajo biti. Ja. Bajta tu in nas stoji. Ja, res je. Res ja, vidiš. Ne? Zdaj, ti si zidav, Andrej, ne? Ti veš, o čem govori. Ne? O ja, težka je bila s temelji. Žan, zdaj 20. v Murski Soboti, 21. v Mariboru na trgu Leona Štuklja, to še moramo enkrat povedati. In zdaj pa se moramo dotakniti tega, kar nam sledi, oziroma česar se lahko veselimo v začetku naslednjega leta. Kateri mesec je ta, ko rečemo? Plan je v januarju do konca dokončati, imeti pripravljeno, potem s februarjem začeti vse pripravljati za sam release. Potem pa bomo videli, no jaz upam, da v marcu bo že vse tam, ko mora biti. S tem bomo tu išli na 2-3 malo večje koncerte, po predstavitvi. S kakšnimi gosti. Dobro. Tako da ja, upam, da tam marec potem začnemo. Ok, se pravi nekje marca lahko pričakujemo. V prvi polovici naslednjega leta. Ok, v prvi polovici naslednjega leta, kot se reče. Bo velika ekipa, bo šov, bo spektakel ali bo predvsem muzika? Ja, rakete. Ja, ogen. Jaz mislim, kaj je meni všeč, jaz bi ful ostal pri malo večja ekipa, ja? Vseeno pa pri tisti taki ambientno vzdušje, no? Malo teme, lučke, nič kaj posebnega, nobenega bruhanja, ognja in podobnih. Še en taki. Pomoče. Ne. Prav je tak, samo tak, kak ti čutiš, tak je seveda prav. Se veseliš? Album, Andrej, imaš kako vprašanje? V bistvu ti kot edini, jaz sem sicer posnel enih par komadov, samo ne svojega. Tak da, pa še to sem bolj deklamiral, kaj pa je bolj čudež tehnologije naredil svoje. Glede na to, da smo te slišali tudi že v kar nekaj angleških komadih, album bo cel slovenski ali bo... Album bo mešan, tako da bo, ne bo verjetno pol, bo pa angliško-slovenski, ja, tako da delamo oboje dalje. Ker si verjetno dejansko videl, ne, da tako slovenske kot angleške pridejo pri publiki. Dobro, jaz sem bil na začetku res ful v to angleščino, nekako tako zapičen. Ja. Pa smo pol je nastal tam med oblaki, ki se je zgodil ful spontan doma na kavču. Ja, pa sem hotel povedati, no. O kavču? Tisti je nastal na kavču, ja, za MMS pa je bilo tako, da smo delali z Goranom, komati ne bil v angleščini. Pa prije Roman en dan v studio z Goranom nekaj delama, jaz pa slišim to slovensko, pa mi dva z Goranom oba dva, ne, to je tako, ne. In potem je šel na kavo, pa je prišel nazaj, pa smo bila tako, mama slovensko. In pol je ostal v slovenščini, teda je res bil tudi na začetku angleški, ja. Mi je pa zdaj ful fajn pisati tudi v slovenščini. Bravo. Veš, kaj sem zdaj šel preveriti, ker vemo, da je Teddy Swims z pač YouTubeom prišel, če smo ga že omenili. Šel gledati stran od Žana Videca na YouTube. Zdaj, če si to ti, jaz bi rekel, da si, ker si s kitaro, črno-bela slika, to si ti? Ne vem, to moram pogledati. Ja, daj pogledati. Si to ti, ker to zdaj ne morem verjeti. Ali ti je kdo naredil fanpage, pa sploh ne veš, si to ti? Ja, je to tvoje. Ok. Tu se te nas slišite, još mogu iti nazaj. Oprosti, da te šetamo, ampak se veš. To je moje. Okay. Samo 80 subscriberjev ima na YouTubeu, halo, dajmo popraviti to napako. Pa na vseh družbenih omrežjih, ker je pubecu nerodno in definitivno si zasluži v vseh pogledih, da mu sledimo prav posod. Si na družbenih omrežjih? Sem. Povej. Sledite na Žan Videc, na Instagramu, Facebooku, YouTubeu. YouTube je zdaj frišno, tako da dajte nam pomagati. Pardon, 81 tega trenutka. Si jo, kak gre? 10 minut se spet javim. No, si videl. Roman, si videl, sem ga pripravil do tega, ne, da je...
Ja, potem je še kanal Art Music Records, Tako. tako to se lahko followa. Ja. Ja. Žan Videc, izvolite. Okay. Tako da, Žan, zdaj počasi prihajamo k koncu našega današnjega druženja in eno pa še bomo slišali v živo. Ne? Eno še pa bomo. Kero pa bomo te. Make You Feel My Love, se mi Okay. zdi taki kultni komad. Malo Vseh romantike, ja, pogledih. tako. Te pa dajmo, Te pa Žan da vidimo. Videc. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I can offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars they appear, there is no one there to dry your tears. I can hold you for 1,000,000 years just to make you feel my love. 'Cause I know you haven't made your mind up yet. I would never do you wrong. Never known it from the moment that we met. No doubt in my mind is where you belong. I can make you happy, make your dreams come true. There is nothing that I wouldn't do for you. Go till the end of the world for you, just to make you feel my love. The storms are raging on a rolling sea, and on the highway of regrets, the winds of change are blowing wild and free. You haven't seen nothing like me yet. 'Cause I go hungry, I go black and blue. Said I go crawling down the avenue. Go till the end of the world for you, just to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet. I would never do you wrong, and I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind is where you belong. I can make you happy, make your dreams come true. There is nothing that I wouldn't do for you. Go till the end of the world for you, just to make you feel my love.
Lepo je, ko te glasba nekam odpelje. Še lepše, ko odpreš oči in vidiš, da je šel še kdo s tabo. Hvala, da si nas odpeljal danes s sabo, Žan Videc. Hvala vam za prelep večer. Hvala vama obema, res. 20. v Murski Soboti, 21. na trgu Leona Štuklja, ne smete zamuditi, je res vrhunsko. In obvezno, ko bo album zunaj pri nas v tem studiu. Absolutno. To bo tako že rešeno. Ne, res vrhunsko. Hvala lepa, vesel, miren Božič in naj nikoli ne vgasne ta iskrica. Najlepša hvala, tudi z moje strani lepe praznike, uživajte, imejte se radi, pa dajmo v 2025 čim več ljubezni. Dajmo. Tvoja